Oni so se odrekli mogoče najboljšemu igralcu na svetu. A se ti zdi, da je zdaj ta trade kaj bolj uravnotežen? Mogoče najbolj šokanten trade, ki se je kadarkoli zgodil v Ligi NBA. Pritisk ogromen in šteje samo eno. Ne? A se ti zdi, da je to bolj za Luko, da je šel LA? To je še ena lastnost teh, jaz bi rekel, najboljših, da noben trening ni 80%. Sem uspeh čez noč, ampak zato sem delal 20 let. Jaz mislim, da vsak komentator si mora prizadevati, da da neko dodano vrednost prenosu gledalcev. Tudi vprašanje v tem trenutku, kdo je največji ever, je zame kar enostavno vprašanje. Pozdravljeni v podcastu Bika za roge. Tokrat ponovno odgovarjamo na vprašanje, kdo je največji vseh časov v košarki. In danes je z mano Tilen Lamut. Tilen, pozdravljen. Živa. Živa. Tilen, si športni komentator in predstavnik za stike z javnostjo nekaterih znanih slovenskih športnikov, predvsem Janja Garnbret, Ilka Štuhec in pa Toni Vodišek. Toni Vodišek, točno. Zraven pa še vodiš podcast, ne? Dvokorak. Ja, soustvarjam, dajmo reči. Ni izrazitega voditelja. Ok, soustvarjaš. No, jaz sem si želel, da ti priješ na ta podcast odgovarjati na to vprašanje iz enega osebnega razloga. Namreč, slišal sem, da biti športni komentator, da to ni bila tvoja sanjska služba, ne? Da si hotel biti igralec, košarkar. Ne? Je res? No, jaz sem šel po isti poti. Pri 13 sem želel biti profesionalni košarkar v NBA-ju. Pri 15 sem pa že vedel, da je to zame nedosegljivo. In naslednje sanje potem so bile, da v Los Angelesu stojim na igrišču, takrat mislim, da je bil še forum, in da komentiram oziroma da sem tam kot novinar in da intervjujem košarkarje. No in letos sem prvič videl slovensko ekipo na košarkarskem igrišču NBA. Ste bili vi s Šport Arena, ne? Ste bili v Los Angelesu in si doživel moje sanje kot 15 let. Se pravičujem. Ne, super je bilo. Super je bilo in ker sem to enkrat videl mislim, da sem videl to na Instagramu ali nekje si objavil to. Sem rekel, no ja, bom vesel, če prideš na podcast, tako da hvala, da si prišel. Z veseljem. Zdaj sem rekel, se upravičujem, ampak mi ni žal, ne? In prav je tako. Ja. Prav je tako. Tilen, hotel sem začeti s tem, kakšna je tvoja zgodba s košarko? Moja zgodba s košarko je zanimiva. Mislim, ali pa klasična po drugi strani. Odločil sem se, ko sem bil star 9, 10, ali fuzbal ali basket. Odločil sem se za basket. Najboljša odločitev, ki sem jo sprejel v življenju. Sicer nikoli ne bom vedel, kaj bi bilo, če bi zbral drugo, ampak mi ni nikdar bilo žal. Potem sem treniral skoraj 15 let v Črnomlju, v Kolpi, v Kolpi, da sem pravilno po domače izrazil. In ja, tako je to vse skupaj izgledalo. Ne? Bili smo zelo uspešni kot v mlajših selekcijah, igrali vedno prvo ligo, imel sem do sreče, da sem bil del ene generacije letnikov 92, 91, 93, ki nas je bilo res veliko, ker v tem okolju, kjer ni tajega bazena igralcev, je včasih težava, ker ni dosti ljudi, da bi bila močna in nogometna ekipa in košarkarska ekipa, rokometna ekipa in tako dalje. Redno smo trenirali, bili smo uspešni, tudi v člansko ligo smo pol drugo ligo igrali. Pa se na eni točki je bila ta selitev na faks v Ljubljano, prva služba in pa se je ta zgodba zaključila. Se je pa v bistvu rodila nova, ne, to je pa ta komentatorska zgodba, s katero sem pa v bistvu ostal povezan z basketom, ker nikdar nisem se hotel ločiti ali pa pustiti igro nekje za sabo, ker me ne je več zanimala. To je del mojega vsakdana in si ne predstavljam, da tudi če bi delal, ne vem, če bi bil zdravnik, bi sigurno najprej pogledal NBA rezultate na Apple zjutraj. In pač to je del mene in mislim, da to se nikoli ne bo spremenilo. In ko sem začel komentirati, jasno, tekme so največ bile čez vikend. V bistvu je oboje
nekako bilo nekompatibilno, ne? In igrati in komentirati, plus trenirati. In sem se pač odločil, da je te igralske kariere, če lahko rečemo karijera, konc oziroma dovolj, se posvetil komentiranju, ki je še skozi v bistvu moja hobi služba, ki si prej na kratko omenil, ampak ja, sem pa vesel, da je to služba, oziroma niti temu ne rečem služba, ampak stvar, ki jo zelo rad počnem in da imam to priložnost početi, je zelo lepo. In kako si pa prišel do, se pravi, tega poklica predstavnika za stike z javnostjo? Ja, odnosi z javnostmi so me začeli v bistvu zanimati na faksu. Študiral sem mednarodne odnose, kar spet ima v bistvu nobene neposredne veze. In sem v bistvu začel s prakso na agenciji ProPR, kjer sem pol ostal 10 let. To je agencija, ki je specializirana za odnose z javnostmi, in tam me je to nekako, jaz sem rekel, grem probat, in tako eno leto pod narekovaji frej, nekaj delovnih izkušenj, pa vidim, kako mi bo. No, bilo mi je všeč, takrat sem dobil pol tudi priložnost začeti delati z Ilko. In to je bil vstop v svet PR-ja v športu, oziroma nekega, da mu reč, managementa / PR-ja v športu, in sem vesel, da še danes temu lahko rečem služba. Ok, kako pa izgleda tvoja služba, recimo, tako, kot predstavnik? Zelo pestro, predvsem zelo dinamično. Gre za, včasih se ukvarjaš z mediji, včasih se ukvarjaš z social medijo, včasih si psiholog, včasih si računovodja, svašta. Sponzorji se veliko ukvarjamo, skratka neko vseobsegajoče delo, ker skrbiš za v bistvu odnose z javnostmi, ne? Se pravi, javnosti je več, je neka, ne vem, mediji so ena javnost, sponzorji so druga javnost, navijači so tretja javnost, ki se te množice kjerka tudi prepletajo oziroma družijo, ampak skrb za ugled pa podobo športnika, posameznika ali pa kluba, pa ene organizacije je pač delo PR-ovca, ne? Predstavnika za odnose z javnostmi, in to je zelo široko področje, pri katerem pa še vedno obstajajo specialisti za to, ne? Se pravi, neko široko poznavanje ali pa, dajmo temu reči, neka razgledanost pa razumevanje in trga in odnosov na njem, vseh deležnikov, in to pol upravljanje tega vsega skupaj v korist športnika, kar je vedno fokus. Ja, to si mislim, pol, da je kar veliko enih področji, ki jih moraš združevati, ne? Od marketinga, verjetno tudi pravo, finance. Ja. Ne? Definitivno je vse povezano, ne? To je, temu rečemo, nekako poslovna plat športa, tudi pri vsakemu posamezniku, ki služi temu, da se posameznik v bistvu lahko fokusira na to, za kar je tam. To je treniranje. Vsak športnik si želi, prepričan sem, da če vprašamo 100 športnikov na profesionalni ravni, jih bo 90 reklo, da njihov največji interes in stvar, ki jo najraje delajo, je treniranje in igranje, oziroma tekmovanje. In v bistvu smo mi tukaj, da poskrbimo za vse ostalo. Da absolutno so obveznosti, tudi Slovenija se v tem segmentu in pravnem in marketinškem in PR-ovskem razvija, vse več razumevanja za to, da dejansko se moraš obkrožiti z ljudmi, ki ti lahko dejansko so specialisti za posamezno področje in ti na tem področju lahko pomagajo, ker si ti zaradi tega bolj prepoznaven, v končni fazi imaš po finančni plati najverjetneje več od tega, pa tudi nek vpliv, ki ga imaš na družbo, je zaradi tega večji in ga lahko bolj uporabiš za neke teme, ki so pa tebi pomembne. Pa naj bo to zdaj razvoj mladih, naj bodo to vode, narava, kakorkoli, ne. Tako da ja, velike stvari, ki jih je treba vsaj razumeti do neke mere, da lahko tudi vsi deležniki na poslovni plati med sabo sodelujemo, pa smo v tem dobri, ne. Ok. Ne vem, koliko pa recimo za en full-time job, recimo za 40 ur na teden, koliko imaš pa lahko strank oziroma športnikov, ki z njimi delaš? To je full-time job, v mojem poklicu ni 40, ampak je 24/7. Okay. Mislim, stvar je v tem, da se težko se je nemogoče se izklopiti v bistvu, ne. Delaš za osebo, ki te lahko pokliče kadarkoli. Jaz sem to srečen, da delam z ljudmi, ki jim v bistvu rečem prijatelji, na nek način, oziroma mislim, da je sploh za ožjo ekipo športnika pomembno, da je to zaupanje, ker vse temelji na zaupanju in je v bistvu si nek del ožjega kroga pri posamezniku ali pa ekipi, in to zaupanje pomeni, da si pač tudi na voljo, ko nekdo rabi, in
kontra, če slučajno je taka situacija, da je ta prenos informacij, da se teče v bistvu tekoče, z nekim zaupanjem, in ker PR-ovec, če nima vseh informacij, zelo težko upravlja svoje delo. Ne? Ti ne moreš meni reči, da me reši iz tega dreka, v katerem sem se znašel, ne? Obenem mi pa ne poveš, da si dejansko kriv za to. Ne? In pol te jaz opravičujem, na koncu pa izpade, da si ti res to naredil. Ti moraš meni povedati, lej, šičev imamo, ampak res sem kriv. In pol na podlagi tega ti jaz objektivno pač povem, lej, kriv si, to bo treba sprejeti, bomo pa naredili te pa te korake, da bo vpliv, ki ga boš ti nosil, ali pa neke posledice čim manjše in da bo predvsem se tvoj ugled čim prej začel popravljati, izboljševati in tako naprej. Tako da ne moreš imeti, bi rekel, 20 klientov, sigurno ne. Sploh, če delaš sam, če je pač to neka agencija, ki je večja, ampak posameznik mislim, da lahko skrbi do maksimalno 5, mogoče 6 posameznikov na drugi strani, torej športnikov, pa naj bodo to športniki v ekipnih športih ali pa individualnih, da res lahko 100% upravljaš svoje delo, kar je, mislim, da cilj, če ga da na 90, pol je že malo brez veze. Tako da ja, jaz bi rekel, ne 5-6, s tem, da vedno v športu je narava tudi taka, da je eni res, ne vem, ali pa 3 so res super zvezdniki, eni so samo zvezdniki, eni so na poti do tega, da postanejo zvezdniki, en je poškodovan, pa je zaradi tega mogoče malo manj nekih obveznosti, ki bili drugače, pa se zadeva konsolidira na tak način, da gre čez. Sprav, koliko časa to zdaj delaš, PR? 11 let. 11 let, Ja. ok. Da si kar nekaj športnikov verjetno že obravnaval, bom rekel. Ne? Ja. Kaj bi rekel, ena lastnost, ki je ista vsem tem športnikom, ki jih, bom rekel, naredi uspešne? Zaradi katere so uspešni? Na osebni ravni bi rekel, da so vsi super ljudje. Pa v prvi vrsti ljudje in pol naprej. Te ljudje, ki so taki kot midva in preprosti na nek način, seveda so na zunaj, se pravi zunanjim javnostim, gledalcem, navijačem, so idolizirani in predstavljeni na nek način, ki jih dela večje od enega slehernika. Ampak po drugi strani pa, ko si bliže njim, pa vidiš, da so pač običajni ljudje. Ne? Kar se tiče pa njihovega performansa, pa tekmovalnih uspehov, je pa to posebna sorta ljudi, ki imajo eno, kako bi temu sploh rekel, eno žilico drugačno od vseh ostalih. In to je neka neverjetna vztrajnost, vera v to, da zmorejo doseči svoje cilje, ki so vedno najvišji, ki so vedno medalje, zmage in tako naprej. Predvsem se to kaže na točkah, ko ne gre vse po načrtih, ko bi večina ostalih rekla, jaz se tega več ne grem ali pa nikoli več ne bo nič. Oni še naprej ustrajajo in mislim, da je to una stvar, ki jih dela najboljše v svojem poklicu. Ne? To bi rekel, da jih loči mogoče tudi od ostalih športnikov v njihovi branži. Pa to ni disrespekt do vseh ostalih, ker noben ne trenira zato, da bo zadnji, ampak vsi trenirajo zato, da bodo na vrhu. Ampak pa so pa te neke, mogoče tudi psihološke ali pa karakterne sposobnosti, ki jih imajo posamezniki, da lahko gredo res na neko najvišjo raven. Jaz mislim, da je ta vztrajnost pa trma na nek način nekaj, kar jih dela drugačne. Nek mindset. Ja, pa sposobnost, da so res absolutno 100% posvečeni temu, za kar so tam. Pri vsakem športniku mislim, da na eni točki pride, sploh pred, ne vem, naprimer večjimi tekmovanji, ne, glede na to, da bova govorila o basketu, spomniš se najbrž, kako je LeBron James, ko je bil 8-krat zapored v finalu, ne, pa na začetku kariere sploh imel to, da je izklopil social medijo za čas play-offa. Ne. In to, kar sem jaz izkusil, športniki, s katerimi delam oziroma sem delal, da so bili vedno, se na eni točki v bistvu oni zone outajo. Oni so prisotni, mogoče pa včasih ne čist prisebni. Vidiš jih, ti se na olimpijskih igrah pogovarjaš z njimi, vsak dan družiš, ampak vidiš, da to ni isti človek, ki je bil
3 tedne nazaj, ko smo se videli v Ljubljani, pa bili skupaj na treningu, pa imeli neko snemanje ali kaj takega. Ne. Pač so v nekem svojem svetu in imajo to sposobnost, da v tem svojem svetu popredalčkajo stvari na način, da so pol na tekmi lahko najboljši. Okay. Kaj se lahko naučimo od teh ljudi? Slehernika. Jaz mislim, da v prvi vrsti to, da ne smemo razmišljati samo o cilju, ampak moramo uživati v vsem, kar pripelje do tega cilja. Pot. Ja, not the destination. Ker so tudi primeri, ko se razmišlja samo o cilju, ne, in pol športniki tudi odkrito priznajo, da so preveč o tem razmišljali in pozabili na to, kar treba narediti vsak dan. Ne. Ker nobena zlata medalja se ne zdi, tudi mi vidimo, nekdo igra mlajše kategorije, pa v članski kategoriji, je pa kar naenkrat uspeh čez noč. Ne. V resnici ni čez noč, ampak je to neka kontinuirano delo leta in leta, vsak dan, brez spuščenih treningov, da je vsak trening narejen na 100%. Ne. To je še ena lastnost teh, jaz bi rekel, najboljših, da noben trening ni 80%. Ni vsak dan 100% enako, ampak največ, kar si ti dan zmožen dati, daš. In to je, jaz mislim, da neka pot do napredka, in če ne uživaš v temu, pol tudi težko uživaš, jaz mislim, da tudi težko uživaš, ko dosežeš cilj. Ker se zavedaš, kaj si se dal čez in je pol toliko slajše. Ne? Če samo cilju razmišljaš, pa to je enostavno, kdorkoli, karkoli počne, ne? Tudi jaz, če se, seveda, če si del ekipe športnika, ti v bistvu je tudi tvoj cilj, da bo zlata medalja na olimpijskih igrah, naprimer, ne? Ali pa na svetovnem prvenstvu, ali pa zmaga v svetovnem pokalu, kakorkoli. To nekako rata tudi tvoj cilj, ki ga živiš prek športnika, do neke mere, ki mora biti neka zdrava mera, seveda, ampak vseeno. In če jaz razmišljam samo o tem, pa pozabim uživati v tem, da je do naslednjih poletnih olimpijskih iger še 3 leta, in pozabim uživati v tem, kaj bom vsak dan, pa vsak teden ta 3 leta počel za tega športnika, da bo bil on najboljše pozicioniran tudi v nekem komercialnem, ne samo tekmovalnem smislu za olimpijske igre, in da bo v bistvu dosegel pa izpolnil v svoj potencial, se bom mučil v bistvu 3 leta. Ne? Zakaj? Zato, da bom pol en dan vesel ne zlate medalje in pa sem vprašal, če je vredno. Ne? Mislim, da je to en tak dober nauk. No? Ja, tlele si me spomnil na ta citat, ki sem zdaj pozabil, komu se ga pripisuje, no? Ampak nekaj gre v tem smislu. Sem uspeh čez noč, ampak zato sem delal 20 let. Ja. Ne, je bil en komik, je bil Chris Rock. Vse to je kar pogosto, ampak ne vem pa komu. Komu ga mora pripisati. Tilen, peva zdaj še malo na tvoj hobi. Športni komentator. A si imel kakšnega vzornika? Ma ne, v bistvu ne. Ampak to izhaja iz tega, da nikoli nisem hotel biti komentator. Sej, če bi vprašali moje starše, ki vedno rečejo, da sem rad govoril pa komentiral na televiziji, kar se je dogajalo na televiziji in tako naprej. Jaz sem hotel biti igralec in takrat nisem razmišljal jaz bi pa enkrat hotel komentirati, kot Peter Vilfan, ki je takrat komentiral Olimpijo in je bilo to zakon in to se je v četrtkih sreda gledalo in to je to. Ne. Tako da nisem imel nikdar res vzornika komentatorja. Okay. Sem pa od nekdaj približno vedel, kak komentator bi jaz hotel biti. Ok, se pravi ni. Se tako, ti si v bistvu komentator in analitik, ne? Ker tam se mi zdi, da v Ameriki vidim, da je to nekako ločeno. Ne? So analitiki pa komentatorji, medtem ko ti v bistvu obe te vloge igraš. Ne? Primerjati Ameriko pa Slovenijo je zelo nehvaležno, ker pa ne najrajši govorimo o denarju, ampak tu moramo omeniti denar. Tam so ljudje, ki so milijone plačani za to, da komentirajo NBA tekme. V Sloveniji pa so, po mojem mnenju, komentatorji premalo plačani, oziroma kar je posledica tudi inflacije, tekmovanj, tekem, programov in tako naprej. Trga verjetno tudi. Ne? Tako, in dejansko v Sloveniji si relativno težko je biti samo komentator in od tega dobro živeti. Ne biti milijonar, ampak pač dobro živeti. Tega tu je že glavna razlika. Kar se tiče analitika plus komentatorja, je pa nekaj izhaja iz tega, ne? Jaz mislim, da vsak komentator si mora prizadevati, da da neko dodano vrednost prenosu, gledalcu, ker to je naša služba. In z tega vidika treba prevajati
dogajanje na igrišču nekomu, ki to gleda. Zato tudi mislim, da je nekdo, ki dela več športov, je težko res dober komentator z veliko dodano vrednostjo v več različnih športih. Ker najverjetneje je en šport tisti, v katerem si najbolj domač. Zame je to košarka. Zato tudi nisem nikoli imel interesa drugih športov veliko komentirati, ker so drugi ljudje, ki to počnejo, veliko boljše. Oziroma je njihovo komentiranje tudi z vidika neke strokovnosti, branja igre in prevajanja tega gledalcu, komentiranja tega veliko boljše na višjem nivoju in zakaj bi delal nekaj, v čemer pač vem, da nisem toliko vešč, kot pa naprimer v basketu, pri čemer pomaga to, da sem ga treniral 15 let, da mogoče razumeš neko dinamiko na igrišču, imaš to sposobnost kolikor toliko brati igro, videti, kdaj se postavi cona, pa kdaj se gre stran iz cone, kdaj je obramba 1-1, kakšni so match-upi, spremljati seveda vse skozi to na način, da tudi veš, kjer match-up bi lahko bil dober, kjer ne. Kar se seveda vedno vrne, pa vidiš, da si narobe predvideval, pa narobe napovedal, ne? Ampak tudi to je na nek način čar vsega skupaj, da se s tem malo poigravaš in če je to zanimivo, pol mislim, da si lahko dober. Ne? Je pa pač način samega komentiranja oziroma slog komentiranja, zdaj ali je bolj tih, ali je bolj glasen, ali pa bolj živahen, bolj miren, je pa pač stvar vsakega posameznika. Ja, ne, sigurno se mi zdi, da se vidi razlika, ne? Če je komentator, da pozna košarko, da je igral, da ne vem, pozna te izraze, ne, čist neki drugega. Kot pa nekdo, ki je recimo vsestranski, naprimer. Ja, tudi, da se vrneva na vprašanje, kar se tiče analitika pa nekega splošnega, zdaj Američani temu rečejo play-by-play announcer, ne, to je klasičen komentator. Pol je pa, dajmo reči, analist ali pa strokovni komentator je pa nekdo, ki se bolj posveča tem specifikam igre. Ne. Zdaj, v Sloveniji, če večino tekem komentiraš sam, pač ni strokovnega komentatorja. Ne. Je pa veliko lažje, če imaš zraven strokovnega komentatorja, s katerim se po mojem mnenju spet moraš tudi ujeti na neki osebni ravni, vsaj kolikor toliko, da je zadeva res dobra tudi za gledalce, ker če komentirata dva oziroma če komentira eno stvar več ljudi, neka kemija mora obstajati, da je produkt res dober. To je moj pogled. Lahko pa, da se kdo ne strinja. In tudi sprejmem, da je mogoče kakšna druga argumentacija. Je pa lažje zato, ker dejansko prepustiš lahko, oziroma imaš debato za mikrofonom z nekom, ki je boljši v branju igre od tebe, pa mogoče svojo neko tezo ali pa predpostavko predebatiraš z njim, on predstavi nek svoj vidik, ker vidi še več kot ti, ker tudi, če sva naprimer dva komentatorja z Luko Štocinom, ker sva veliko tekem v komentatorski karieri naredila skupaj, pa noben ni strokovni komentator. Ne? Ampak, če komentirata dva, ko on govori, jaz veliko lažje gledam dve akciji, pospremim, pa vidim mogoče, kako se brani pick and roll, ko pa če komentiram sam, ker sem v nekem flow in je veliko težje se osredotočati na igro, pa dejansko razbrati iz tega, kakšna je zdaj mogoče neka minimalna taktična sprememba, ki je trener naredil ali pa ni. Okay. Zanimivo to, ja. Dajva pogledati še malo, zdaj, jaz ne vem, sem to v enih od prenosov ujel ali kje, ampak ti si fan Dwayna Wadea, ne? Drži. Drži. No, jo, zakaj? Končno me je nekdo vprašal o Dwaynu Wadeu. Ja, zakaj Dwayne Wade? Ne vem, on je skupaj z LeBronom, pa Carmelom Anthonyjem, pa Darkom Miličićem prišel, pa Chrisom Boshom, prišel v Ligo 2-3. Ja. In to je nekako sovpadalo, jaz sem bil takrat star 11 let, nekako to je bil moj uvod v resno spremljanje NBA lige in ne vem zakaj. Po mojem sem enkrat gledal Miami, ki mi je bilo kot mesto takoj všeč. Wadeova igra mi je bila tudi všeč in tu se je začelo, pa veš kako je, kot otrok imaš nekega vzornika, pa niti ne veš točno, zakaj je tvoj vzornik in pol kar ostane to čez življenje in to je on ostal kot en mojih najljubših. Ampak zdaj, ker je to podcast, v katerem govorimo o najboljših vseh časov, moj odgovor na vprašanje, kdo je najboljši vseh časov, ni Dwayne Wade. Ja, ampak tako, no, jaz se spomnim tiste serije, tistega finala 2006 proti Dallasu, ne?
Tisti je bilo nekaj neverjetnega. Tako, eden najboljših nastopov posameznika v finalu. Tisti je bilo nekaj neverjetnega. Ja. Se mi je zdelo. In takrat nekako se mi je zdelo, da ga prej sploh nisem zares resno jemal. No? Bom tako rekel. Se mi je zdelo, da je imel tako, da recimo dober igra proti slabim ekipam, ne pa takrat, kaj je treba. Ampak takrat se mi je zdelo pa, da tisti je bilo pa od takrat naprej pa tako se mi zdi, da si pa res naredil to pot, mogoče ne najboljšega shooting guarda vseh časov, ampak definitivno top 5. Ne? Ja, mislim, da top 5 pa bi skoraj mirno mogli reči, da spada. Ja. Mogoče tudi debata za top 3. Ja. Sicer lahko se zdaj spuščava tudi v definicijo položaja, ne, dvojke oziroma shooting guarda oziroma branilca. Ti ga ne vidiš kot dvojko? Jaz ga vidim kot dvojko, klasična dvojka, tako kako Kobe Bryant. Ja. Ali pa Michael Jordan je klasična dvojka. Takrat, ko je on prišel v ligo, jaz mislim, da je vse potekalo zelo v senci prihoda LeBrona Jamesa, ki je sam sebe okronal kot pač jaz sem the chosen one. In poleg tega je bil tu še Carmelo Anthony, tudi iz Syracusa kot en velik naslednji superzvezdnik. In vsi ostali so bili v bistvu low-key, zelo dobri igralci, ampak se ni toliko medijske pozornosti njim namenjalo. Zaradi tega mogoče je letel pod radarjem nekaj časa. Je pa imel, mogoče se ne bi niti strinjal, da ni proti dobrim tako dober igral. Jaz bi rekel, da njegov prvi breakout moment je bil proti New Orleansu v play-offu, v met za zmago. Absolutno pa po tem finalu 2-6, ki je en najboljših individualnih performancev v finalih vseh časov, pa mislim, da je zabetoniral nek status v ligi, ki je pol sicer bil tudi zaradi poškodb in vsega, kar se je dogajalo, vprašljiv, oziroma mogoče ni imel take kariere, ki bi pričakovali, čeprav je pol dodal še 2 prstena z LeBronom in tako naprej. Ne? No, kako si na to gledal? Ker je LeBron prišel, pa Bosh, pa kje so bili to Big 3, kako si na to gledal? Meni je bilo super. Ti je bilo super. Mislim, posledično z Wadeom v Miamiju je tudi Miami še danes moj najljubši NBA klub, kar tudi ni nobena skrivnost, je to dobro dokumentirano. Meni je bilo super, ker je v tistem času, glede na to, kako se je basket takrat igral, to pomenilo v bistvu, da si absolutno v igri za naslov prvaka in vse, kar je manj kot naslov prvaka, je v bistvu veliko razočaranje. Zanimivo je bilo tudi spremljati pol to pot, ki so oni skupaj prehodili, ne? Do tega famoznega finala proti Dallasu spet 2-11, ki so po domače rečeno dobili po kepi. Zanimivo, kako je za nas ta Dallas nekako zelo zanimivo, povezani z njim. Kako se nam Dallas pojavlja? Zdaj ne več. No, še se bo. Jaz mislim, da se bo še govorilo o tem. Definitivno. To ni zgodba, ki bo tako hitro zastarala. In pa tudi ta odnos, kako je bilo z LeBronom, tudi koliko je Wade naredil za to, da je LeBron, mogoče grdo rečeno, ampak razumel, kaj je treba, da osvojiš, oziroma kako se je treba tudi spremeniti. In ta udarc ki ga je Dallas zadal, je bil še zadnja lekcija, ki jo je tudi LeBron mogel, kot kaže, dobiti. Pa tudi, kar se je dogajalo v tistem finalu z njim kašanjem do Novickega, je bilo ne cool. In košarkarski bogovi so namenili zmago Dallasu, kar je bilo tudi mislim, kot prej smo govorili o Wadeu 2-6, tudi Novicki 2-11 je mogoče ena najboljših poti do osvajanja naslova. Ena najtežjih, Koga vse je Dallas takrat premagal. Ne? Ja, res je. Deva se ustaviti za trenutek samo tole. Omenila sva Dallas. Pa, če greva sam tale trade pogledati. Dončić, pa Cooper Flag, zdaj sprav. Dallas proda Dončića, dobi Anthonyja Davisa. Zaradi tega ne pridejo v playoff, ker se Davis poškodva, pa Kyrie Irving se poškodva. In potem, zaradi tega, ker ne pridejo v playoff, dobijo prvi izbor na draftu, kjer se sklepa, da bojo vzeli Cooperja Flaga. A se ti zdi, da je zdaj ta trade kaj bolj uravnotežen?
če se je prej cela košarkarska javnost zgražala nad tem, kako so lahko v Dallasu naredili tak trade, a ima zdaj kaj večjo logiko? Jaz mislim, da nima večje logike, zaradi tega, ker tega ne moramo gledati povezano. Ne? Obstaja argument, da moramo gledati to povezano, pa mogoče to neka teorija zarote. To bi bilo moje podvprašanje. Ja, pač, jaz tudi mislim, da prevečkrat se je to zgodilo, Ja. da lahko z absolutno verjetnostjo rečemo, da ni šans, da je to teorija zarote. Pa se ne bi hotel zdaj preveč spuščati to, ker tudi nima nobenega smisla. Mislim pa, da ne moramo trade ocenjevati po tem, ali bodo oni zdaj Cooper Flaga zbrali ali ne. Ker trade se je zgodil načeloma ne vedoč, da bodo imeli prvi izbor na naboru. Pa tudi, če sklepamo, da so vse vedeli, da bodo imeli prvi izbor na naboru, je ta trade še vedno neumnost, po mojem mnenju. Ja, o uravnoteženosti pa mislim, da ne moramo govoriti, zato ker se ne ve, kdo bo imel prvi pik. To ni vnaprej določeno. Kdo bo prvi pik? To. Tudi kdo bo imel, se pravi, takrat, če gledamo paket trada. Na dan trada. Tako se ni vedelo, Dallas bo imel, pa ker so zdaj zamenjali Donko, imajo oni še prvi pik na naslednjem naboru. Pač tega ni, ne. In je to mogoče, ne vem, jaz ne bi na tak način ocenjeval trada. Je pa dejstvo, da je z prvim izborom, kjer se bo zbralo kot prvega 100% ali pa 99,9% Cooperja Flaga, ki je prvo kot prvo Američan, drugo kot drugo nova velika nada NBA-ja, igralec z izjemnim potencialom, tudi zelo kvaliteten igralec. Pa daje neko dimenzijo Dallasu, sigurno, ali pa neko navijaški bazi tam, neko nov zagon, neko vero v to, da se lahko dobre stvari v Dallasu dogajajo. Ne? Ker Luka je bil tam bog, upravičeno. Takih igralcev, ki je on s takim vplivom, s takim marketinškim potencialom, ni, oziroma zelo redko pridejo, in da se temu na tak način odrečeš, ker so se oni, je mind-blowing. In argumentacija vsega skupaj, pa zdaj mogoče z PR-ovskega vidika, kako so oni to vse skupaj skomunicirali, pa predstavili, pa kako so se te nastopi v medijih vrstili, pa na kak način kakšna je bila njihova govorica telesa, tu govorimo o Niku Harrisonu, ne? V vsem, kar je on govoril, na kak način je govoril, kdaj je govoril in koliko je govoril, je bilo vsem narobe. On si ni niti enega plusa dobil kot GM, general manager, s svojim vedenjem, dajmo reči. Ker da zamenjaš tega igralca, pa v zameno dobiš Anthonyja Davisa, ki je dober igralec, ampak videli smo po prvi tekmi, da je to, mi rečemo temu steklenko, ne, se pravi poškodovan, več kot pa zdrav. Vprašanje, koliko let ima še, ne, v bistvu. Ja, in da ti kar naenkrat rečeš, da je tvoj timeline, se pravi časovnica uspeha ekipe bolj povezana z Kyriom Irvingom, zato si dodal Davisa, pa se odrekel Luki Dončiću, pa pazi, oni se niso odrekli Juliusu Randlu, ali pa ne vem, ker so se prej odrekli tudi Jalenu Brunsonu. Oni so se odrekli mogoče najboljšemu igralcu na svetu, ki ni dal enega indica, da bi kadarkoli želel Dallas zapustiti. Ki ga obožujejo mase ljudi tam, zaradi katerega ti prodajaš drese, če gremo čisto neko ekonomsko plat, ker NBA je biznis in tega je brez veze bežatne, ki tebi polni dvorano, ne sem tvojo, ampak vse gostujoče, prenaša sponzorje, je dobesedno obraz tvoje franšize, pa ne sem franšize, mogoče tudi lige enkrat, če bi to on želel. In da se temu odrečeš zameno za enega igralca, ki je večino časa poškodovan in rečeš, to je pa zdaj naš timeline, hkrati na vse ostale daš neverjeten pritisk, da v naslednjih 2 do 3 letih moraš osvojiti naslov in to narediš potem, ko si igral finale lige in potem, ko si 3 mesece nazaj pripeljal Kleja Thompsona in ekipo naredil še bolj konkurenčno za to, da se vrneš v finale, pa narediš to, kar ti prejšnjo leto ni uspelo, torej osvojiš naslov. To je deviacija iz neke smeri, ki mislim, da je še ni bilo v NBA-ju. In tudi ljudje so govorili, analitiki, ki veliko dlje, ko jaz spremljajo ligo, pa bolj poznajo, da to je mogoče najbolj šokanten trade, ki se je kadarkoli zgodil v ligi NBA. A se ti zdi, da je to bolj za Luko, da je šel LA? Odvisno z katerega vidika.
Jaz bi Pa rekel, recimo da to, športnega. jaz bi rekel, da to odpira ogromno enih potencialov zanj in pohitri njegovo časovnico. Se pravi, če igraš v Dallasu, pa dajmo reči, da je Dallas nek srednje velik trg v ligi NBA. Ne? Imamo glavne trge, to so New York, LA, pa dajmo reči Boston, Miami. Ostalo so manjši trgi, Indiana, Oklahoma, Memphis in tako dalje. Pa so pa te nek srednji rang, ki so te ekipe iz Teksasa, ne, se pravi Houston, Dallas, San Antonio, Denver in tako naprej. Pa ajde, San Francisco je mogoče še večji trg, ali pa celo že bolj proti sredini se pomikajo. Ko igraš v tem trgu, se je lažje pod narekovaji skrit. Nisi toliko zanimiv medijsko, ker se vse osredotoča na, v bistvu lahko rečemo na New York pa Los Angeles plus Boston. Ne? In lahko malo letiš pod radarjem. Medtem ko v LA-ju je minus ta, da se ne moreš skriti. Lakersi izpadajo, še en mesec potem, ko so oni izpadli, so še skozi v vsaki debati se jih omenja. Ne? Vsaka fotka se komentira. Vsaka fotka se komentira in ta medijski pritisk ali pa vidnost, ki ti jo prinaša tak trg, je nerealen. Seveda ima pa to na drugi strani en kup enih pozitivnih potencialov z vidika poslovnega udejstvovanja. Ti si v Hollywoodu, ti igraš za mogoče najbolj znamenito košarkarsko franšizo na zemlji, iz kjer prihajajo ikonični igralci, in tu je nekih poslovnih potencialov sigurno malo morje. Ne? Tudi pogodba, ki jo bo on podpisal na novo, bo sigurno manjša, ker pač Dallas je edina ekipa, ki bi mu lahko ta Supermax ponudila. Ampak če bo želja za tem, je tam toliko odprtih možnosti, da se bo ta denar že polovil noter. Ne? Po drugi strani spet, iz vidika nekega tekmovalnega vidika, je pa tu minus ta, da je pa res pritisk ogromen in šteje samo eno. Tam prihod v finale ne šteje nič, ker tam visi 17 banerjev pod stropom in če ti nisi en tistih, ki bo dodal 18. Hvala, ampak nisi naredil svojega. Ne? No, se na tole še vrneva. Zdaj bi šel na letošnji finale. Indiana proti OKC-ju. Omenil si mehne trge, Indiana in Oklahoma. Na prvi pogled malo dolgočasen finale oziroma imena, oziroma manj znana imena, no, bom tako rekel. V resnici pa zelo zanimiva igra. Sta to dve ekipe, ki nista tako klasične, ki ne igrata te klasične NBA košarke. Pa me mogoče tako zanima, ali bomo mi čez 30 let enako gledali na ta finale, kot zdaj gledamo na leto 91. Z drugimi besedami, Magic pa Jordan. Se pravi, Halliburton ima neke obrise Magica Johnsona, tako po igri kot po karakterju, medtem ko SGA podira rekorde, kar se točk tiče in podobno. To, kar je Michael Jordan takrat počel. A vidiš tukaj kakšne paralele? Ne. Kaj pa vidiš? Vidim dve ekipi, ki igrata v tem trenutku zmagovalno košarko. In to je to, kar se tega superzvezdniškega pridiha tiče. Jaz mislim, da je nefair do Magica, Jordana, Birda ali pa kogarkoli od teh največjih, da se ta dva igralca primerja, sploh Halliburton. Jaz mislim, da Halli, pa zdaj marsikdo bo komentiral, da sem hejter. On je odličen igralec, ampak igralec, ki ima tudi jasne limite, in igralec, ki zame ni superzvezdnik. Shea, letos je superzvezdnik, je MVP, pa se lahko pogovarjava o tem, a bi raj dali komu drugemu ali ne. Ne bi pa nikakor postavljal ob bok temu, kar se je dogajalo v 90-ih, ker tudi cela ekipa oziroma cela filozofija in OKC-ja in Indiane, to, kar oni pridigajo, je teamwork. Se pravi, ekipa, ki seveda ima vedno poglavarja in to sta
Heli pa SGA. Ampak brez ekipe ona dva nista na tej točki, kjer trenutno sta. Kar je pa super po eni strani, ker gledamo basket, ki je bolj kolektiven, kot je bil včasih, ker gledamo basket, kjer gledamo najboljšo obrambo, ki jo ima Oklahoma, proti najboljšemu napadu, ki ga ima Indiana. In tu so neke zanimive stvari, predvsem pa, mislim, kako si že začel vprašanje? Ja, da na prvi pogled malo dolgočasen finale, ki ni teh velikih imen, ampak v bistvu zelo zanimiva košarka, ker ni tak klasičen, se mi zdi. To je tudi definicija, kaj je zanimiva košarka, oziroma na kak način se košarka igra. Mi smo zdaj šli iz ene ere, ne vem, v 90-ih, naprimer, ali pa začetku 2000-ih, finale, rezultat 92-87, pa to je bil visok rezultat. Takrat je bilo, ne vem, mogoče 85-79. Isto 48 minut tekma, trojk, vse. Pa to nizek rezultat. In pa se je šlo v neko sfero hitre igre, ta klasičen run and gun, inflacija napadov, pa smo prišli v ero trojk, kar se je na nek način začelo z Mikeom D'Antonijem v Phoenixu, ta hitra igra z Nashom, Stademajerjem, šuterji okrog 7 sekund, pa manj napad traja, do Golden State, ki je v bistvu inflacija trojk bila nora. In zdaj pa mogoče prihajamo v eno sfero, kjer pa trojka je sestavni del, absolutno, ampak na kak način pa zmagaš, oziroma na kak način si v finalu, je pa ta, da imaš od 8 do 10 igralcev, ki so legitimno lahko na igrišču, in vsi so dobri, dajmo reči, dobri šuteri z jasno določeno vlogo, predvsem pa so vsi odlični atleti, hitri, skočni, agilni in lahko igrajo obrambo, pa hočejo igrati obrambo 48 minut. In to je trenutno letos recept. Je pa res, da bi pa po mojem preuranjeno, da govorimo o tem, da je to zdaj pa recept za vse nadaljne ekipe, ker vidimo v bistvu, da se recept iz leta v leto spreminja. In drugo leto bo mogoče spet ekipa, ki bo zbrala, ne vem, ki bo pa imela 2 dominantna centra, govorim na pamet, pa bo res bila v finalu, zato ker bo igrala v raketo, pa na drugi strani imela dobro obrambo. Ampak ta trend teh roleplayerjev, se pravi rotacijskih igralcev, ki so odlični v obrambi, pa koliko toliko sposobni v napadu, oziroma komplementarni v napadu tvojim 2 ali pa 3 superzvezdnikom, to pa se bo po moje ohranilo. Čeprav tle je tole, ko omenjaš, je neka paralela z lanskim prvakom, naprimer Boston, je bil v bistvu zelo dober v obrambi. Ja, ampak ekipa, ki je ogromno metala za 3, Boston, v bistvu oni igrajo rokomet, oni igrajo 5 igralcev 5 out, se pravi 5 igralcev na zunanjih položajih. Ja, en je Porzingis je višji, ali pa Al Horford je višji, ampak to sta 2 igralca, ki redno mečeta za 3, ko ni napaka, da vržeta. V bistvu stojita v kotu, ogromno napadov, odpreta raketo za prodore, podaja navzven, kroženje žoge in večino se zaključuje s trojko. In zato je Boston mogoče tudi izpadel letos, ker to je recept, ko se enkrat trojka, jaz sem enega trenerja, ki je rekel, dokler imaš trojko, je ok, če pa nimaš nič drugega, imaš pa sem še vrata, pa greš lahko ven, ko se trojka ustavi. Če nimaš druge igre, se pravi igre po globini, ki bi lahko način malo spremenil. Tako da Boston, nobena od teh ekip, niti OKC, niti Indiana, nimata naprimer 50% napadov, kjer zaključujejo za 3. Je veliko bolj raznovrstno. Boston je bil pa res lani fantastičen, kar se tega tiče. In so imeli formulo, ki je lani prinesla naslov. Ampak zato pravim, da se formula v bistvu iz leta v leto spreminja, zato imamo mi tudi zadnjih 7 let 7 različnih prvakov v ligi. Ja. In to je en zgovoren podatek o tem, da v bistvu nekega recepta, ker od leta 2011 do leta 2018 je bil recept, da si v finalu, potencialno stojiš, da je v tvoji ekipi LeBron James. In okrog tega se je vse vrtelo in vedeli smo, kako se je takrat igralo. Oziroma si imel neko Stepha Curryja, super tim, 3 odlične igralce, ki so pač dominirali na svojih položajih in dominirali v igri. Zdaj je pa ta zadeva od tistega naslova Toronta drugačna. In se v bistvu iz leta v leto spreminja in v bistvu je čisto odprta pot, se pravi, kdo bo naslednji našel ključ do tega, pa postavil neko filozofijo igre, ki bo prinesla naslov naslednje leto.
In če bi zdaj rekli, ja, Indiana bo pa sigurno drugo leto spet v finalu, ne bi rekel. A sem siguren, da bo OKC spet v finalu, več možnosti dajem, kot pa Indiana, ampak bi pa rekel, da so zelo odprte možnosti za kogarkoli iz Zahoda, ne? Ali pa veliko drugih ekip še, ki lahko konkurirajo. Kdo pa misliš, da bo prvak letos? Mogoče bo to prvi podcast, ko bom rekel obratno, kar sem govoril do zdaj. Jaz sem še skozi bi rekel, da Oklahoma, v tem trenutku Indiana vodi 2-1. Je pa Indiana pokazala več, kot sem pa mislil, oziroma nisem si predstavljal, da lahko dejansko toliko nadoknadijo s hitro igro. Ker oni dejansko zgubijo v enem polčasu 19 žog, pa zaostajajo za 7. Pač to ni normalno, ne? In tu imajo res velik plus, če Oklahoma ne bo znala tega vsaj približno izenačiti ali pa zmanjšati, so lahko hitro v težavah, ne? Danes po noči 4. tekma, če to Indiana dobi, pol smo na dobri poti do tega, da je Indiana prvak, kar bi bila pa krasna zgodba v resnici, ne? Dve ekipi, jaz nimam nobene afinitete niti do enih, niti do drugih, v resnici mi je čisto vseeno, kdo je prvak. Obedve je bile pa dobre zgodbe. Ne? Dobre zgodbe in enih in drugih, ampak Indiana je underdog in če bi bili oni prvaki, mogoče še bolj sladko, kot pa če bi bila Oklahoma. Tudi pri nas je malo tega hejta do šeja prisotnega. Ja, teva midva zdaj mečken zarotirati proti osrednji temi, največjega. Kaj je tebi pomembno pri ocenjevanju največjega? A je to statistika, zmage, naslovi, ne vem, te nazivi, ala MVP in podobno, ali je tudi off-court stvari, kako recimo, kakšen je tvoj ponder ali ta verjetnostni izračun, naprimer? Nimam definicije tega. Tudi vprašanje v tem trenutku, kdo je največji ever, je zame kar enostavno vprašanje. Zdaj ne vem, ali lahko že povem odgovor ali ne. Lahko, seveda. To je Michael Jordan. Pa mislim, da je bil kdo gost, ki je rekel kaj drugega. V bistvu tako moram priznati, da je težko dobiti človeka, vsaj tlele v Sloveniji v teh krogih, ki bi rekel LeBron z prve. Je pa eden izmed gostov, Goran Vojnović, je rekel, da srce pravi Jordan, glava pa LeBron. Tako je nekak 1A, 1B. Jaz mislim, da bo ta debata, bom tako začel. Po mojem je LeBron James, ki ga imam zelo rad kot igralca, edini, ki se dejansko z Jordanom lahko kosa za ta naziv. Vsi ostali so en razred niže. Tu mislim, da razen mogoče kak superfan Bostona bo rekel Larry Bird ali pa Bill Russell, ampak pod črto jaz mislim, da LeBron pa MJ sta edina dva, o katerih lahko tu debatiramo. Generacija, če bi ta podcast se snemal leta 2040 ali pa 35, se pravi 10 let od danes, bo mogoče več odgovorov LeBron, kot pa jih je zdaj. Okay. Ta davek časa, ker LeBron še skozi aktivno igra, njegova zapuščina še ne vemo točno, kaka bo, čeprav je že zdaj izjemna. In mogoče bo tudi več teh opinion leaderjev prihajalo iz časa, ko so gledali basket, ne ko je igral Jordan, ampak ko je igral LeBron. Ki so bili priča temu, da dobesedno noben ni mogel drug v finale, razen on. Če pogledamo ekipe, s katerimi je LeBron James igral v finale, to je smešnica. Ampak ga je igral, ne? In ja, njegov skor ni 6-6, kar je ultimativen argument za Jordana. Igra pa LeBron v enem drugem času, tako z vidika talenta v ligi. Kako se igra spreminja, ne? Igre same in tudi stvari izven igrišča. Ki bi, če bi bile v Jordanovem času enake, kot so danes, verjamem, da veliko slabega prenesle ugledu Jordana, ki pa mu takrat niso, ker pač smo novice brali, oziroma so se novice brale iz časopisov pa zvečer na televiziji. Ne?
To smo se tudi z Goranom pogovarjali, ali se mora samo naša generacija, ki smo Jordana gledali v živo, mislim pač po televiziji v živo, ki smo gledali njegove tekme, ali se mora naša generacija pospraviti, preden bomo res lahko začeli ceniti LeBrona. Pa jaz bi rekel, da se LeBrona ceni. Že sem to, da nekoga postavljaš v bok, pa odkrito. Jaz nisem LeBrona sploh omenil v tej debati, jaz sem rekel, da je MJ, pa si ti sam rekel, debata med MJ-jem pa LeBronom. To je, kaj češ boljšega, kot da te nekdo z MJ-jem primerja. Ker MJ je, to je pa res, je naredil veliko za košarko, je odpeljal na eno čist globalno raven, začela sta to Magic Bird, kar je rešilo v bistvu NBA ligo, ampak on je to pol tudi zaradi Superk, zaradi Nikeja, zaradi svoje prepoznavnosti pa marketinškega potencijala, pri velikih trgih so na Chicago pozabila, odpeljal ligo na nek nivo, ki ga prej ni bilo. In to je ogromna njegova zapuščina. In poleg tega ultimativen zmagovalec, v končni fazi človek je za 2 leti šel igrati bejzbol, prišel nazaj v svojo 3-krat, pač to je nerealno. In zato jaz mislim, da on je zasidran kot GOAT trenutno. Ker s tem stvarmi, ki jih je on počel, ne moreš tekmovati. Boš rekel, se pravi, če mi rečemo, parameter je, GOAT je lahko sem tisti, ki mora imeti vsaj 6 prstanov, pa niti enkrat ne sme izgubiti v finalu. Jaz mislim, da je to danes nemogoče. Ja, čeprav se mi zdi, da nekomu, ki bi, da je hipotetično, nekomu, ki bi imel 7 prstanov, pa če je v 10 finalih dobi teh 7 naslovov, se mi zdi, da bi se, pa da je seveda na tem nivoju, da ni Robert Horry, no. Se razumem. Boba sem hotel zdaj omeniti, ampak se strinjam, bi bil argument, I guess, na mestu, da, se velikrat se v tej debati pol rečemo, ampak se pravi, Jordan je bil v ligi, 15 let, pa sem 6-krat igral finale. Se pravi, 9 let smo zbrisali in se nikdar ni zgodilo. Pa se vrnemo k vprašanju oziroma odgovoru Janisa, a je to neuspeh, če ne prideš v finale. Pač ni. Toliko časa je minilo, odkar se je on upokojil, taka zvezda, v bistvu faca lige, športa, ne sem lige, je bil, da se pač te zadeve pozabi oziroma se spominjamo samo njih najbolj znamenitih momentov. Poleg tega moram se vedeti, takrat je bil Dream Team, kar tudi na globalni ravni pove veliko. On je bil glavni igralec v Dream Teamu. Veliko stvari mu je šlo z tega vidika na roko. Je po končni fazi pač osvojil 6 prstanov. Kaj pa tole, naprimer, recimo argument pri LeBronu, da je 8 let zapored bil v finalu, pa mislim, da 9-krat v 10 letih. Kako ti to vrednotaš, naprimer? Mislim, to je mogoče največji argument za LeBrona. Poleg naslova s Clevelandom. Ker mislim, da je LeBron, odkar je bil, ko je on enkrat s Clevelandom postal prvak, pa način, na katerega je postal prvak, ko je edini, ki je kadarkoli zaostajal 3-1, pa osvojil naslov, zaostajal 3-1 v finalu. Jaz mislim, da takrat to je bil moment, ko se je LeBronu prvič mogoče malo miru dalo. V smislu, zdaj si pa naredil nekaj, kar tudi Jordan prej ni naredil, na najvišji ravni, na najsvetlejšem odru, kot cel svet, kogarkoli zanima basket, je gledal sem tebe, cool si. Zdaj te sprejmemo kot, dajmo reči, enega največjih. Če se to ne bi zgodilo, bi najverjetneje ga ne bi vrednotili tako visoko. Mislim, jaz bi ga, ampak govorim za večino ljudi, ali pa neka ta splošna debata, kdo je največji vseh časov. To, da je bil pa 9-krat v 10 letih, pa 8 let zapored, pač to je nekaj neverjetnega. Zato tudi pravim, ker to bo ostalo, marsikaj drugega se bo pozabilo in čez 10-15 let se bodo ljudje spomnili legende, ki eno desetletje v bistvu ga nihče v konferenci ni mogel premagati. Mi ne govorimo o 2-3 letih. Mi govorimo o 10 letih, ko noben drug, pa bodo ljudje rekli, vzhod je bil ful slabša konferenca, pa premagoval je slabše ekipe. Pa dajmo pogledati mogoče ekipe, ki jih je imel LeBron, pa ekipe, ki so jih imeli drugi, ampak v 10 letih, da se en junak ne najde, ali pa nekaj gre narobe, da on ne bi prišel in nikoli ni šel narobe, on je vedno bil
v finalu. To je pa impresivna stvar. Ne? Tudi zamenjal klub, pa še skozi bil v finalu. Ja. Spravi, to ni Zamenjal normalna konferenco, stvar. Ne? Zamenjal konferenco celo. Zamenjal konferenco, pa bodo ljudje spet rekli, naslov v Bablu je fake, ne? Ja. Vsi so pod enakimi pogoji igrali. Ne? To je ena stvar, po drugi strani to so v veliki meri težji pogoji, kot pa regularna sezona. Ne? Ampak to je spet stvar debate oziroma argumentov. Jaz bi te drugače, zdaj na koncu imel vprašanje, kdo je največji, to si nekako odgovoril. Zdaj pa ne vem, imaš ti mogoče narejeno kakšno lestvico pri sebi? Največjih. Največjih. Mislim, lestvica je 1-2 in to sta MJ pa LeBron. Pa v bistvu v resnici pri sebi jaz lestvice nimam narejene. Pa sem že 100-krat rekel, da bom vsaj 10 jih definiral, da jih bom imel, pa da pol je mogoče tudi lažje, kako se ta lestvica s časoma spreminja. Ampak zdaj bi lahko na hitro jo ustvarila. Ne. Je pa tu spet, te lestvice so vedno, naprimer jaz težko dajem v to lestvico, ali pa dajem sigurno manj igralcev, ki so igrali v 80-ih ali pa 70-ih, ker prvo nisem jih niti gledal, nimam nobene navezave na njih, pa obenem mislim, da tudi so zdaj boljši igralci, kot pa so bili takrat. Ne. Naprimer, ko nekdo reče, da Giannis Antetokounmpo ne bi mogel igrati v 90-ih letih, zame je to smešenca, lahko pa da se tudi motim, ampak nikoli ne bomo tega vedeli. Ja, tle si mislim, da verjetno te je Bill Russell taki pretep nekako verjetni spadajo ven. Ker v bistvu, če hočeš narediti top 10, moraš nekoga od zunaj pustiti. Ne? Ker je, ne vem, mi tako vidim moj letnik ali pa te malo starejši, ki smo košarko v 80-ih, 90-ih začeli spremljati, nekako zmanjka prostora za Stefa Curryja, za Kevina Duranta. Damo noter Hakima Olajuwona, naprimer. Mislim, definitivno veliko velikih imen mora iti ven. Ja. Zame, naprimer, Steph Curry, po mojem, je top 10. Pa zelo rad bi videl, da je tudi Hakim. Ker je tudi na nek način transformiral pozicijo centra. Ne? Ampak če moram zdaj, prvi center, ki meni pade na pamet, je Shaquille O'Neal. Ker veliko ljudi ga ne bi dalo med top 10, ampak jaz mislim, da to je taka sila narave bila, da je neverjetno. Ne? Ne, pa že naslovi, pa vse skupaj. Ima samo en MVP v bistvu, ampak tako, nasploh njegov opus, tako, če gledamo statistično, zmagovalno vse. Mislim, on je človek, zaradi katerega so se spreminjala pravila. Ne? Ja. Pa recimo tako, poln what if-ov je. Kaj, če on ne bi zapustil Orlanda, kaj, če on ne bi zapustil Lakersov, kaj bi se zgodilo, ko bi se to, tektonski premiki bi se zgodili. Ne? Meni, mogoče nepopularno mnenje, ne, ampak to me zanima. Pri meni po moje Kobe spade. Da je nekaj, res? Kako pa to? Pa ne vem, mislim, ogromno spoštovanja za njegovo kariero, izjemen igralec. Ker med top 3 shooting guardov ga pa nekako imaš, ne? Ja. Jaz bi rekel, top 3 shooting guardi so po moje MJ, Kobe pa Wade. Ja, okay. Ne vem, mogoče tudi je top 10, se pravim, nimam narejene lestvice, ampak ni pa sigurno top 10 pa ni. Ne, je pa ne vem, naprimer Tim Duncan je zame sigurno top 10 ever. Ampak recimo tako, če gledamo čistko z vidika dosežkov in vsega skupaj, sta ona dva kar primerljiva, ne? Tim Duncan pa Kobe. Mislim, da Kobe ima 7 finalov pa 5 naslovov, Duncan 6 finalov pa 5 naslovov. Pol ne vem, če gledamo te obrambne time, če gledamo MVP-je, mislim, da ima Duncan 2, Kobe 1. Tako, da sta tam, no? Ja, se veliko kaj takih... Kaj pri tebi razlika, recimo? Ne vem, to je pa subjektivna ocena. Aha, je pa čisto všeč ali pa ne? Mogoče tudi to, da je naprimer 3-5 Lakersov. Kdo je bil takrat najboljši igralec? Shaq. Ne, se pravi, Kobe ima te prstane in je za njih zaslužen, noben tega ne pravi, da ni. Ni pa bil najboljši igralec v ekipi. Ne? To ti je pomemben. Zame to ima neko težo. Ne? Seveda, Kobe je premenil na tragičen način, kar je bil šokanten dan
Pa tudi zaradi tega se ga najverjetneje rangira više, kot pa bi se ga, če je bil še vedno živ. Ja, Mogoče je to, res. ne vem, ali to grdo reči ali ne, ampak tako je moje mnenje. Pa tudi vsak, ki da Kobija, ne vem, top 10, ever, super, cool. Ne bom se skregal zaradi tega. Mogoče pri meni pa, ali pa je tam pri repu, no? Ni pa top 5. Okay. Kje pa misliš, da bo Luka na tem seznamu na koncu njegove kariere? Čisto tvoje mnenje. Mogo bi biti v top 10. Mogo bi biti top 10. Okay. Če tako nadaljuje, pa če kakšen prsta na svoji. Počasi bo treba začeti nekaj osvajati, to je dejstvo. Ja. Se pa zdaj z Lakersi odpirajo vrata za to, ne? Tudi kar se tiče neke medijske pojavnosti, izpostavljenosti, ima vse razloge za to, da se ga uvršča. Ne? Pač Luka je nerealen košarkarski talent, ki ga se bojim, da naša regija ali pa ta prostor lep čas, če sploh kdaj naslednjič videl ali pa doživel. On igra basket z eno tako lahkoto in vsi so se spraševali, ja, pa kako bo, ko bo šel v NBA. Pač to je, takih igralcev ni, ne delajo jih več. In številke, naprimer, prej smo se pogovarjali o LeBronu, ne, Luka je edini človek v zgodovini lige, ki po 7 sezonah v ligi ima cifre podobne LeBronu. Pa mislim, da se oba strinjava, da Luka sigurno ne bo 23 let igral v ligi NBA in ne bo dosegel takih številk v takem dolgem časovnem obdobju, ampak je pa dejstvo, da pač človek 7 let je v ligi, 7 let dominira, ne? In je uspešen s svojimi ekipami. Res pa je, da za to, da se te pa res uvršča, pa pač moraš osvojiti, ne? Mi se z razlogom ne pogovarjamo o Charlesu Barkleyju pa Karlu Maloneu in tak dalje, ne? To so fantastični igralci, ki če bi Karl Malone imel 2 prstana, bi najverjetneje mirno ga dajali v top 10. V top 10, ne? Ja. Tega pa mislim, da noben niti omeni ne v tej družbi. Pač na koncu moraš osvojiti, ker zato si tam. Ne? In tudi Luka, on vedno govori, moj cilj je osvojiti naslov. Ja. Torej, to so standardi, za katerega moramo tudi mi držati. Ne? Tudi ko vrednotimo vse, kar se dogaja. Dober odgovor. Greva zdaj še na hitrih 5 vprašanj. So malo bolj prognostične narave, razen prvega, ki je najboljša tekma, NBA tekma, ki si jo kdajkoli videl. To je pa težko vprašanje. Zdaj se moram pa zbrati. Ni finale 2013, 6. tekma. To je top 3 sigurno. Zdaj mi je prva stvar, na katero sem se spomnil, pa se mogoče ne spomnim toliko tekme, spomnim se pa njenega zaključka. Ne? In to je, ko sem komentiral. In to je bila tekma, ko je Toronto izločil 2019 Filadelfijo, ko je Kawhi dal šut. Zadnji sekundi, ki se je obročil. Pač to je bilo en najboljših, najbolj hudih buzzer beaterjev. Zavedno mi bo to ostalo v spominu. Ne? Pa ne vem zdaj, če je to najboljše. Definitivno gledal sem to 6. tekmo. Šut od Ray Allena je ikoničen, tako to sigurno prija zraven. Tudi tekma, 6. tekma v Bostonu, Miami-Boston, ko je LeBron v prvem polčasu dal 30, pa v bistvu je bila publika tiho, pa vemo, da v Bostonu publika ni tiho v Bostonu. Pa se je pol obrnilo, pa je šlo vse, kako je moglo. Ja, tudi to je sigurno en nor moment bil. Ne? Kaj bi še izpostavil? Ok, vse drugače, tako, čisto v redu, če se pa spomniš na kakšno drugo do konca. Mislim, huda tekma, ko smo glih pred tem, je bila tudi ta, ki se je lani končala, druga tekma Dallas Minnesota, ne? Ko je Luka... Ak je Luka zadev tisto. Ja, preko Berja. Ikoničen pač moment. To je bil ikoničen moment, na podlagi katerih najverjetneje tudi vrednotimo dobre tekme, ne? Ker se cela tekma gre v pozabo, ampak si zapomniš zaradi enega trenutka. Razen ta, od LeBrona mogoče. Ampak ja, to je bila cela tekma, v bistvu Dallas je vodil 1-0,
oni pod pritiskom, Dallas, če zmaga, je v bistvu v finalu. In pa da se to zgodi, je pač res zakon stvar. Super. Če leto zmaga Indiana, ali je to najbolj neverjeten naslov v zgodovini NBA, po tvoji oceni? Sigurno blizu. Pa mogoče bi rekel, da je. Ker ni bilo, glih včeraj sem videl podatek, da če zmagajo, bodo ekipa, ki je na stavnicah, pred sezono bila najmanj verjetna za to, da bo postala prvak. No, evo, od vseh prvakov, ki so se zgodili v preteklosti, nobena ekipa še ni imela po stavnicah pred sezono toliko malo možnosti, pa na koncu dejansko osvojila. Ja. Tako da, to je že dobro merilo. Ja, mirno bi lahko rekli, da je to nekaj najbolj neverjetnega. Zanimivo je pa na tem seznamu, tudi če druge športe so Kingsi s Kopitarjem na 4. mestu. A, res? Čak, kjer ga leta? 2012? Na sezono mislim, da je bila 12-2012. Ja. Ali je bila 10-11. Zdaj pa ne vem točno. Okay. Zdaj tako, NBA postaja malo predvidljiv, oziroma tako malo pada gledanost, tako zanimanje za NBA. Medtem ko evropska košarka se mi zdi pa, da pridobiva. Kaj ti misliš, kakšna je prihodnost, pa recimo NBA košarke? Kaj misliš, da se bo to razvijalo, da bojo ohranili ali pa povečali gledanost? Prihodnost NBA košarke je širitev na 32 ekip, z ekipo v Seattlu in Las Vegasu. In nič drugega se ne bo kaj veliko spremenilo. Jaz mislim, da tudi te rejtingi, v katerih mi poslušamo, pa spremljamo na social mediji, to so rejtingi samo za ZDA. Na globalni ravni in NBA je to, kar so že prej rekla, biznis in oni so to ligo, to je najbolj mednarodna liga, bi rekel, mogoče na svetu. V smislu, koliko globalne razsežnosti ima, pa da jo gledajo in v Braziliji in v Afriki in Kitajci, pa Azijci norijo za njo, da ne govorimo o Filipinih in tako naprej. In jaz mislim, da ta moč NBA-ja se tukaj skriva, ne pa samo v Združenih državah, kjer pa lahko razumemo. Jaz razumem, nižje rejtinge me tudi ne presenečajo, saj ljudje manj gledamo televizijo. Pač live sport, se pravi šport je edina stvar, ki se v bistvu še zares v živo gleda, vse ostalo se v večini zavrti nazaj, lahko tudi šport, ampak noben noče tekme za mikom gledati, in je to nekaj, kar drži po konci live TV, ampak vseeno toliko ljudi manj gleda že v osnovi televizijo, to je nek mogoče zastareli medij skoraj, če malo pretiravam, in me niti ne preseneča, da je tega manj. Tudi nabor, koliko tekem lahko gledaš, mogoče malo zmatraš, včasih si pa gledal eno na teden. Ja, valjda, da si šel dan pred TV, ker to je bila edina možnost, ne moreš nazaj zavrteti, naslednjih 7 dni imaš eksistenčno krizo, ker pač ni nove tekme, zdaj pa je tekma na programu vsak dan, lahko zavrtiš za nazaj in na koncu niti ne gledaš toliko, kot pa si eno. In ta ena se je merila gledanost. Ne vidiš pa NBA ekipe v Evropi? Ne, vidim pa mogoče neko, to, o čemer se zdaj govori, to neko povezovanje NBA Europe, pa Liga prvakov od FIBE, pa da bi to nekako zapakirali v neko novo tekmovanje, ki pa po mojem ne bo prinašalo mesta v NBA-ju, ampak bolj, ne vem, iz Lige prvakov, če boš bil zmagovalec, se boš uvrstil v to ligo NBA Europe, ali kakorkoli temu rečemo. Okay. Mislim pa, da do nekega totalnega miksa, ali pa tega, da bi, ne vem, Panathinaikos ali pa Real Madrid bili polnopravni člani NBA lige, mogoče enkrat čez kar nekaj časa. Ker to je tudi logistično taka nočna mora, da je po mojem neizvedljivo. Razen, če bi tudi spremenili čist format tekmovanja. Pa bi, ne vem, Real en mesec igral tekme doma, pa pol en mesec v Ameriki. Ne vem, jaz mislim, da to je že višja matematika. Ja. Ok. Bo Luka osvojil prsten z Lakersi? Da.
ker verjamem, da ga osvojil bo. Mislim, da si on absolutno selitve ne želi. Lakersi so ekipa, ki tudi takega človeka s takim potencialom za druge stvari, ne samo basket, rabi in zdaj ga imajo in oni takih igralcev ne spuščajo. Tudi če mogoče 2-3 leta niso rezultati taki, ki bi mogli biti. Okay. Sanjska služba, posel ali funkcija? Tilna Lamuta. Jaz mislim, da že imam sanjsko službo. In eno in drugo. Okay. Se pravi, še naprej te bomo poslušali po noč na tekmah, na prenosih. Upam. Pa te nekako spremljali v povezavi z slovenskimi športniki. Tako. Super, Tilen. Hvala ti za današnji Z obisk. veseljem. Ja, Hvala tebi za vabilo. prosim. Gledalci, hvala. To je bilo to za letošnjo sezono. Se vidimo jeseni. Hvala.